No, zdaj smo ravno v tem tednu edinosti, ko še bolj nekako se srečujemo, vendar tudi drugače, za leto. No, se razume, najprej smo mi kristjani, to se pravi mi katoličani, pravoslavni evangeličani, pa še nekatere druge skupnosti. To je tako zvani ekumenski dialog, ki je prisoten že stoletja, bi rekli, da. In pa tudi ta interreligijski, to se pravi med kristjani in nekristjani, to so muslimani, tudi moram reči normalni odnosi, tako kot se spodobi. Se pravi, vsi imamo pred seboj skupni blagor ljudi našega časa in naši muslimani so zelo kompatibilni, mislim, da jasno obsojajo vsako nasilje, vsako krivico, ki se pač dogajajo in ti bogi reveži, so pa žrtve teh temnih sil, ki vladajo svetu, se vemo, kako je. In drugače pa moram reči, da imamo mnogo tistih mest, v katerih se lahko pogovarjamo. Recimo muslimani, oni imajo 5 stebrov islama, vera Boga, molitev, post, dobrodelnost, romanja, tu se lahko mi pogovarjamo. In nekdo je rekel svoj čas, no, da je bil prezidenski patriarh, na obisku Mariboru, Mišel Šaba, rekel, ni druge področnosti za svet, kakor dialog med Judi, kristjani in muslimani. Judi so najstarejši, to je izročilo stare zaveze, vemo, kako je, kaj je pomembno, in v tem pa ni kristjani in mlajši brat je muslimani. In sem prepričan, da bo to tudi pomagalo pri reševanju teh obstoječih problemov. Naše mesto pa itak je, hvala Bogu, vse, tako kot mora biti, res nekako vzorno sodelovanje na vseh ravneh in to tudi do današnje srečanje potrjuje. Vedno, kadar se dogovorimo, mislim, kadar je takšna priložnost, recimo, zdaj bo ponedeljek, ne bo, to je ekumenski dialog, zdaj smo kristjani samo, hočemo recimo primače za domovino, 26. decembra, 24. julija, tam državnosti, na enotnosti, tu pa vedno zraven. Tudi v drugih takih slovesnostih, tudi jaz sem pri njih, za njihov praznik Bajram. Tako da, pa ne samo to, tudi drugače se srečujemo normalno in ker imamo pač vsi en cilj, kako pomagati našim človekom, ker res človeka vrednemo življenje in reševati obstoječe naloge. Mi lahko tudi nekaj pomagamo, recimo imamo zdaj kot končanje svetoleto Božjega usmiljenja. Ja, ta sovraštvo pa trn ali spetosti pa ta se reče nasprotovanja v svetu danes, to je zdravilo edino odpuščanje, dogovor, mir, sodelovanje. To pa je naš program, to je program Evangelija. 10-letnico škofije, to je tudi nekaj je, 10 let smo že tukaj, pa imamo neko zgodovino, tam od rimskih časov, nek seminar celski in tako naprej. No, danes pa tudi celska škofija želi prispevati ta svoj delež, mislim, za, kot se reče, duhovni blagor in posredno tudi seveda materialni blagor. Če mi se trudimo za te temeljne moralne vrednote, jaz mislim, da je to še kako potrebno tako našemu gospodarstvu, šolstvu, sploh znanosti, kulturi. Se smo ravno snoči slišali na odmevih, kako tudi znanost doživlja svoje meje in kako se mora tudi znanost ravnati potem, ne samo kar zmore, ampak kar je možno, kar je dovoljeno, kar je moralno, politično, ne samo kar zmore. Mi lahko vržemo atomsko bombo, vodikovo bombo na Severni Koreji, ni to dovoljeno, tu so moralni zakoni, da bodo videli, to je to.